Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. V teh dneh goduje sveti Martin, ki pa je zelo priljubljen svetnik v naši deželi. 11. novembra bomo praznovali njegov god, to pa je tudi dan njegovega pokopa. God svetega Martina je eden najstarejših svetniških praznikov v Evropi, čaščenje pa se je razširilo že v 5. stoletju. Bil je zavetnik župnij, vojakov, vinogradnikov, beračev in popotnikov. Pri nas pa ima ta dan po ljudskem izročilu prav posebno mesto v vinski kleti, saj se takrat spremeni mošt v vino. Tradicionalno se v naših krajih pripravi pečena račka z rdečim zeljem pa mlinci. Ali pa je takšna pojedina na mizi tudi pri aktualni vinski kraljici, pa bomo zvedeli vsak čas. Danes smo se odpravili proti Mariboru in še malo naprej, v vas Jablance v Zgornji Koreni, kjer dobesedno kraljuje Nina Polanec, aktualna 28. vinska kraljica. Nina, pozdravljena. Lep pozdrav. Povej, Nina, ali je za Martinova pri vas pečena račka, rdeče zelje in mlinci ali kaj drugega? Ne, to je obvezno vsako leto. Poigravamo se samo z juhicami, ki so predtem, pri nas je to cel praznik. Sem že delala tudi kostanjevo, pa bučno, pa take res sezonske. Ampak ja, račka, mlinci in pa zelje so pa obvezni, pa potem tudi kakšna sladica pa še. O, super. No, pa da ne bomo govorili samo o svetem Martinu, danes smo tukaj, zato da spoznamo tebe. Se pravi, mogoče čisto na kratko opišeš sebe ter svojo družino, iz kje izhajate. Torej, moje ime je Nina Polanec, sem 28. vinska kraljica Slovenije. Izhajam pa v bistvu za družino iz vasi Ruperče, kjer smo prej živeli. Nato pa smo se preselili v Jablance na kmetijo, ki sta jo prej imela v bistvu od očeta stric in pa teta. Ona dva nista imela svojih otrok in smo nekako mi prišli na vrsto, da smo prevzeli kmetijo. Je pa zanimivo, mi smo bili prej družina, ki je dejansko živela tak, v predmestju, imeli smo en majhen sadovnjak za lastne potrebe pa vrt. Nismo se pa nikoli prej ukvarjali z vinogradništvom. Edina stvar, v bistvu, ki jo je oče počel v vinogradu, do takrat je bila trgatev. In se je v bistvu začel vsega čisto na novo učiti. In ja, kot družina smo bili v bistvu kar nekako vrženi v to, da splavamo, ampak smo imeli ogromno pomoči. Tudi stric in teta sta nas na začetku seveda veliko učila. Imeli smo srečo, da je naš dedek tudi veliko znal o vinogradništvu, ker je pomagal enemu bližnjemu kmetu tam, kjer smo prej živeli. Tako da ja, imeli pa smo tudi pomoč iz vinogradniškega društva bližnjega. V bistvu gospod Stanko Kurnik nam tudi še zdaj svetuje in pa pomaga. Tako v vinogradu kot v kleti. Smo pa res v teh 10 letih, odkar smo na kmetiji, smo se kar lepo vpeljali v delo. Wow, se pravi, ne prihajaš iz vinogradniške družine od štarta. Se pravi, koliko si bila približno stara, ko si prišla na to domačijo? V bistvu oče jo je prevzel, ko sem bila stara nekje 10-11 let, preselili pa smo se takrat, ko sem bila stara 17. Če se pa ne motim, sestra pa ni odšla z vami, ne? Ampak je ostala v vasi oziroma pri Mariboru. Tako, res je. Sestra je ostala v prejšnji hiši. Tam živi še zdaj z babico in pa s teto. Dedka žal več nimamo, je pokojen že 3 leta. Nam zelo manjka pri delu v vinogradu in pa v kleti, povsod v bistvu, on je bil vsak dan pri nas. Ja, sestra pa je tam z fantom, pa mi smo potem tukaj. V bistvu s fantom si midva tudi zgoraj delava stanovanje, tako da je plan nekako, da ostaneva na kmetiji. Lepo. A si v štartu pogrešala kaj sestro? In pa seveda dedka in teto. Ja, zelo. Je bil en tak šok, v bistvu mi smo se pripravljali, da se bomo preselili, to smo vedeli. Ampak potem pa nismo nekega datuma določili in ne vem, bile so krompirjeve počitnice in je oče naenkrat rekel, nič, danes se selimo, ne? In je bil kar en tak šok res za vse skupaj, razen za njega, pač ne, on, ko se nekaj odloči, je to. Tako da ja, je pa bil malo manjši šok, ker so tukaj malo slabše prometne povezave in ima oče delavnico še vedno tam. Pa me je takrat vozil na isto avtobusno postajo, ko sem prej odhajala iz nje v šolo. In sem vseeno še vsak dan bila tam, imela kosilo skupaj z babico, dedkom, tako da je bilo malo manj hudo. Da je bilo malo lažje pregurati te prva leta. Res je. V bistvu,
kaj pa je bilo še težko poleg tega, da si pogrešala sestro in ostalo družino? Kako se je bilo pa navaditi na delo na kmetiji? Ja, res je bilo drugače, sicer takrat je že bilo malo manj hudo zaradi tega, ker sem prej že nekako se zavestno odločila, da pač je vseeno lepo delati na kmetiji, ampak ja, naenkrat imaš pač manj prostega časa oziroma tisti prosti čas, ki si ga prej preživel, ne vem, za sebe, ga v bistvu vložiš v kmetijo. In ja, na začetku res sploh takrat, ko je oče prevzel, sem bila zelo proti, nikakor se nisem mogla navaditi na to, da pač kaj bomo mi kmetovali. Ampak potem pa začneš delati v vinogradu, začneš razumeti, kaj vse se skriva potem v tisti steklenici vina in nekako vzljubiš to delo. Meni delo v vinogradu sedaj predstavlja bolj sprostitev kot pa neko obvezo. Moram reči, da je pri meni tudi bilo podobno, ko sem bila mala, tudi nisem rada hodila v vinograd, pa tam ni bilo nič drugega za početi, kar res delati, ker ni bilo pač zraven doma. Ampak se potem človek z leti malo spremeni, pa drugače začne gledati na stvari, se mi zdi. Pa si potem kar hvaležen, da so ti bile dane te stvari, da lahko delaš v vinogradu. Imaš mogoče kakšno anekdoto, ko si gor rasla v vinogradu? Ja, v bistvu imam res eno. Moj dedek je bil zelo navihan človek in smo enkrat, mislim, da smo ravno orodke odstranjevali iz vinograda in ne vem, malo sem se že naveličala, pa končevali smo, pa sem se šla vsest v traktor. In on pride do mene, ne, pa reče, nič, zdaj boš pa sparkirala, ne, če smo konec. Kaj bom sparkirala? Nič, samo vžge traktor, ne, traktor začne iti, jaz gledam, ne, držim volan, no, zdaj pa obrni, ne, ampak to je bil še tako stari traktor, ne, to je šlo tako težko vse obračati. To ni servo volan, ne? Ja, res. Res je šlo počasi, deda je zraven hodil non-stop, ampak ko je videl, ne, da ne morem obrniti, se je samo začel smejati, pa je gor stopil, pa mi je on obrnil tisti volan. Tvoj prvi stik s traktorjem. Ja, res, ja. A zdaj še greš kdaj gor na traktor, si se naučila? Ja, še grem, ja. Ampak večinoma prepustim očetu pa fantu, ona dva sta navdušena, da gresta na traktor. Jaz pa potem ročna dela porihtam, pa v kleti pomagam. Tudi v kleti, super. Ja. Koliko velik vinograd pa imate danes? Imamo nekje 1,5 hektara, to je 6000 trt. Pri nas pa rastejo v bistvu sorte rumeni muškat, laški rizling, traminec, te so še v starem delu nasada. Rumeni muškat pa laški rizling smo v bistvu 7 let nazaj tudi novi nasad naredili, dodatno zraven še 2000 trt. Od starega nasada še ostalo nekaj belega pinoja, pa rimskega rizlinga, tisto potem za zvrst tudi uporabimo. Imamo pa še 3 leta stara nasada belega pinoja in pa modre frankinje. Aha, to pa še ne rodi ravno, ne? Ja, to pa še tako v začetku. V začetku še pri oblikovanju. Ja, sploh beli pinoj je imel takrat smolo, tisto leto ravno toča darla pri nas. Ampak je šel taki pas, ki je... Ja. Noro. Taki pas je šel, ki je beli pinoj nam je stavko, modra frankinja pa da ni bilo pikice, pa je samo cesta vmes. Pa to čist zraven? Ja, to je samo tu, ko je cesta vmes, ne, in... modra frankinja se res drži, letos smo imeli, mislim, da nekje 200 litrov vse skupaj, tako za lastne potrebe bolj, pa če bo kdo imel željo, da pač bi kaj rdečega spil, drugače pa ja, bo pa počasi. Je ostalo toče poškodbe na lesu, se pozna? Ja, pri belem pinoju se kar poznajo. Nikakor, smo že rekli, da moramo dol porezati na novo, pa spet vzgojiti, tako da. To potem kar par let za sabo potegne zamika rodnosti. Čist štartati, zaradi tega, ker ko je enkrat na lesu poškodovano, nimaš kaj narediti. Res je, ja. Kako pa še v bistvu poteka delo v vinogradu, kaj ti najrajši delaš? Predvsem imate tudi mehanizacije, si rekla? Ja, res je. Smo se kar posodobili, stric in teta prej sta v bistvu samo škropila, pa koliko je pač bilo za pokositi. Tisto sta naredila s traktorjem, drugače pa mi pa zdaj imamo še vršičkar v bistvu, ne, za obrezovanje vrhov. Pa pletvenik imamo za v bistvu debla plest, potem mulče smo nabavili za to pomično roko, da gre še med trtami vmes, da travo zmulče. Ja, pa škropilnica je ostala še, mislim, da stara. Drugače pa smo se kar posodobili, proti prej velika razlika, ni treba več toliko ročno. Veliko lažje je delati in bolj z veseljem človek v vinograd, ne? Res je, ja, ne, ko veš, da ni treba pač vsega na roke, ne.
Sicer smo se pogovarjali že tudi, da bi kakšen prekopalnik nabavili, ampak imamo tu kar problem. Mi smo na območju samelega Krasa in imamo v bistvu rdečo zemljo, v notranjosti pa je apnenec. Ampak te površine zemlje je zelo malo, tam nekje 20 do 30 cm, ponekod malo globlje, odvisno čisto od terena. In smo že pri zasajevanju čisto novega vinograda takrat imeli kar težave. V bistvu smo pri enem riperu, ki smo si ga sposodili, smo nekaj zob polomili, zaradi tega, ker je tako kamenje notri. Se je zapel v skale spodaj in je utrgalo. In je utrgalo. Pač noro, res ne moreš verjeti, dokler ne verjameš. Saj škarpe imamo narejene iz tega kamenja, ki smo ga ven potegnili. Pa še bi lahko naredili, Pa pa so še bi škarpa lahko, najbrž. ja, ker kamenja pa res ne zmanjka. Ampak ja, drugače pa najraje od vsega tako odročni del, pa imam najraje zelena dela, sploh ker je takrat že malo bolj toplo. Po zimi mi je sploh taka, ne da mi je muka, ampak neprijetno je, kot Hladno je. piha. Ne? Ja, pa v primeru stojiš, Ja. ni toplo, Ja. roke te zebe. Res je, pa tukaj pri nas sploh, ko je tako odprto, ker velikokrat Piha. piha. Ampak to je dobra vinogradniška lega. Ja, to pa je res, ja. To pa res. Ne more biti, mislim, ne more biti samo dobra. Ja. Tudi pri nas v vinogradu ful piha. In pa luna Res. pomlad, ko je prvi sonček, misliš, kaj je lepo. Pa Pa greš pa pihne. ven, pa tuk piha, pa Ja. ni nič lepo. Ne, res je, ja. Ampak ja, je pa zatrto tako boljše, ker je prevetreno in je manj bolezni. To pa res. Super, se pravi, si rada v vinogradu, praviš, da ti predstavlja to v bistvu kot terapijo proti stresu, da si v stiku z naravo. Ja, res je. Ja. Včasih sem to res jemala kot nekaj, mučno delati, moram nekaj v vinogradu, ampak zdaj pa, ko sem se enkrat utekla, že točno vem pač, kaj počnem, ne rabim nekaj razmišljati, zraven roke delajo svoje, glava pa lahko po svoje razmišlja. Tak da. Pa skupaj hodite kot družina, Ja, vedno gremo pa potem skupaj. Ja. klepetate poleg. Tako, ja. Razen če je kdo bolj počasen, pa kdo bolj hiter, te se malo razklopimo, ampak takrat ponavadi imam malo mira, pa najboljše ideje dobim. Tak, da, to je Če ima tudi kdo v redu. kakšen slab dan, pa malo Ja, zaostaje, pa da malo ima mir. zaostaja. Ja. No, pa če greva še mogoče malo k tvojemu izobraževanju, naredila si kar nekaj različnih šol, študijev, mogoče malo poveš to tvojo pot študijsko. Ja, res je. Jaz se rada pohecam, da sem šla najprej po mamini stopinjah, potem pa po očetovih. Zaradi tega, ker mama je šivilja in sem se najprej vpisala na srednjo šolo za oblikovanje in sem končala modno oblikovanje. Potem pa sem šla v bistvu po očetu, ki je po poklicu mizar, in sem se vpisala na višjo šolo za oblikovanje lesa. Potem pa sem nekako rekla, da grem svoj pot, ker v tistem času smo ravno se nekako pogovarjali o gradnji vinotoča. In smo zaštartali in sem rekla, ja nič, če bomo to delali, potem je super, če bi nekdo imel kaj pojma o tem. Ne? In sem rekla, ja, potem pa grem še v bistvu višjo gostinsko in sem tudi tam zaključila. Zdaj pa še dodatno v bistvu nekako iščem še to vodstveno znanje. Delam en program izredni preko turistike, ki v bistvu ponuja vsem diplomantom višjih šol iz smeri gostinstva in turizma, da lahko še visoko šolo naredijo tam v leto pa pol. Tako da tukaj pa me čaka zdaj še zaključni izpit samo. Se pravi, imaš res preplet takih predmetnikov, da ti bo Ja. koristilo doma. Vinogradništva pa vinarstva si se pa verjetno kar sama priučila. Ja, pa tudi sem šla lansko leto, sem šla na tečaj za NPK za vinogradnico tudi. Aha, Ker tako za da- mlado prevzemnico potem rabiš pač tisti poklic, pa Kmetijske fitofarmacevtska smeri, tako je. sredstva, kletarski izpit. To dvoje še me čaka, ampak bo. počasi se, Ja. še imaš čas. Ja, res je. Glede na to, da si rekla, da si na začetku šla v šolo za oblikovanje, si sama naredila obleko za vinsko kraljico? Ne, tisto si nisem, sem si pa za maturantski ples naredila sama. wow. obliko. Ja, tisto pa sem, ja. Lepo. No, če pa nisi obleke, si pa en drug zelo zanimiv izdelek naredila iz lesa. Mogoče malo več poveš o tem. Ja, res je. Ja. Za projektni teden v bistvu smo imeli na šoli tako nalogo, da vsak naredi svoj izdelek. In sem takrat nekako si zaželela, da bi nekaj ponovno uporabila. In v tistem času je ravno moj stric obnavljal staro prešo. In sem mu rekla, če bi lahko dobila tisti stari hrastolest, ki je pač bil v preši. In sem tisti les uporabila, zato da sem potem izdelala iz njega omarico, pa potem vrata sem naredila tako malo odprta, da so bolj tako razstavna, lahko kakšne predmete zdaj postaviš, ki pač želiš, da se vidijo. Pa tudi tapicirala sem potem iz umetnega usnja, pa malo takih zlatih zepičkov.
tako bolj starinsko deluje. Pa vse si sama naredila, se pravi, od ideje, zasnove do izvedbe Tako, potem v tako, delavnici. vse smo sami delali. Ja. Kje si pa v delavnici delala? Doma imate delavnico? Ja, v bistvu ploče smo z očetom doma pripravila skupaj, zalepila, potem pa sem v šoli sama vse skupaj sestavljala, da sem pripravila potem. Drugače ima pa tudi oče delavnico doma, Ja, ne? tako, sem Ja. tudi prakso pri njemu delala, pa tudi zdaj še mu nekaj pomagam, ko imam čas med tednom, ne, ko ni dogodkov. Tako da ja, je kar vesel pomoči. A je bil hud šef, ko si delala prakso? Ne, ni bil. Midva sva ponavadi taka, imamo tako dinamiko, da si hitro v lase skočiva, ne? Ampak hitro tudi poglihava. Okay. V delavnici pa je zanimivo, tam pa se sploh ne skregamo. Tam sta pa tam smo pa sodelavca sodelavca in in ko pozabite na da, to, da sta družinska člana. ja, ko da imamo pošlihtano, pač delamo, to bomo naredila, to je to, ja. A res se morate dobro razumeti, da lahko z družino skupaj delate v bistvu skoraj Ja. na vseh področjih. Ja, res je, ja. Zelo lepo. Mogoče poveš še, kakšne imaš načrte za prihodnost, se pravi, ujela sem, da želiš prevzeti kmetijo, ostati v bistvu doma, v vinogradu. Ja, res je. Nekako vedno sem vedela, da bom pač sama zase delala. In potem s to kmetijo sem nekako ugotovila, da bi pa bilo lepo v bistvu na kmetiji ustvarjati. In se mi zdi, da je neka dodana vrednost, da lahko tudi doma v kozarcu ponudiš svoje vino, v bistvu svoje delo, prigrizke, karkoli pač imaš namen početi. In tako ja, z vinotočem je v bistvu namen, da se nekako predstavimo tudi po tej svoji domačnosti in gostoljubnosti, po kateri smo znani. In bi res rada, da ljudje, ki k nam pridejo, začutijo pač to ljubezen, ki jo gojimo do vinogradništva. Tako da ja, tudi v gostinstvu sem se našla zanimivo. Najprej sem si mislila, pač ok, grem v to šolo še, potem pa sem nekako ugotovila, da me to res veseli. Tako da ja, plani za naprej so v bistvu najprej vinotoč, potem pa bomo videli, kako bo to šlo in mogoče še kaj naprej. Tudi kaj od gostinske ponudbe, rekla si, da rada tudi pečeš. Ja, res je. Tudi to sem že razmišljala, ampak zdaj v začetku bomo videli, kakšne sladice bojo, ampak se pustim presenetiti. Zato, ker sem jaz zdaj probala, je bilo vrhunsko, tako da bi takoj prišla k vam v vinotoč. Do vina pa še nismo prišli, pa še prezgodaj. To pa res. Mogoče pa začneva zdaj še malo tele vinske kraljice, se pravi, si aktualna 28. vinska kraljica. Mogoče poveš samo malo, kako ta izbor poteka. Vem, da je v bistvu zelo veliko princes po vsej vinorodni deželi. Katera je pa vinska kraljica? Ena izmed princes ali je to posebej izbor? V bistvu vinska kraljica Slovenije je posebej izbor. Lahko se prijavi tudi kakšna bivša vinska kraljica, lokalna ali pa princesa. Ampak večinoma pa se mi zdi prijavljajo dekleta pač samoiniciativno, ne zdaj, da bi imele kaj že prej za sabo. Tudi jaz sem imela najprej na primer željo, da grem za občinsko kraljico, potem pa sem malo preskok naredila in sem šla direkt za vinsko kraljico Slovenije. Pač gre za en izbor, na katerega se lahko dekleta prijavijo. In v bistvu moraš pokazati znanje iz vinogradništva, vinarstva, potem tudi splošno znanje o Sloveniji, o slovenskih pesnikih in pisateljih o vinu, o tradicionalni slovenski gastronomiji, pa potem znati moraš tudi predstaviti kako slovensko vinorodno deželo, pa steklenico vina, tudi postrež ustrezno, tako da ja. Ta izbor je bil pred 8-člansko komisijo, si rekla, ne? Ja, tako je. In oni so te spraševali in ocenjevali, tako da vinska kraljica ni v bistvu za lepoto, ampak je za znanje. Ja, res je. Včasih marsikdo tega nekako ne razume. Tudi na kakem dogodku se je že zgodilo, da si tam pač samo da pozdraviš ljudi in da te fotografirajo. In meni se taki dogodki ne dopadajo zaradi tega, ker sem tam v bistvu zato, da nekaj predam ljudem, ki so tam, ne, in ki me poslušajo. Pač včasih kdo pride do tebe in ti reče, joj, kak si lepa. Ja, ok, hvala, ampak raje, mislim, da vsaka vinska kraljica, tudi lokalna, bi raje videla, da bi nekdo prišel do nje in bi ji rekel, kako lepo, da nadaljuješ to vinogradniško tradicijo in da spodbujaš ljudi k tem. Mislim, da bi to nekako vsaka bolj cenila, kot pa tisto, o, lepa si, ne, pač. To je preveč površinsko, v bistvu. Gre Ja, se tle za znanje, res je, tradicijo, povezovanje. Ja. Kako pa si doživljala kronanje pa prve nastope kot kraljica? Ja, kronanje mi je bilo res tako malo
da sem se mogla skoraj uščipniti, da je res. Kako pa sploh izgleda kronanje? Kdo je poleg? Je to dogodek, prireditev? Ja, to je res ena taka svečana prireditev, kjer se v bistvu poslovijo od prejšnje kraljice in okronajo novo. In v bistvu To je v začetku leta, ne? Tako, Januarja? januarja je to ponavadi. Ja. In se povabi v bistvu sponzorje od bivše, pa potem od aktualne kraljice, ne? V bistvu, da vsi nekako skupaj sprejmejo novo kraljico. Hkrati pa se zahvalijo seveda prejšnji. In ja, kronanje je res bilo, tako sem bila v pričakovanju, ampak zanimivo, mislila sem si, da bom živčna, ampak nisem bila niti malo živčna, pač kot da sem se čisto prepustila Rojena temu. za to. Ja, čisto, ja. Res sem bila navdušena, tudi prvi dogodki so res nekaj posebnega, ko se navadiš, pač, da te nekdo opazi in da te posluša. Pa da te ljudje prepoznajo. Ja, ne? res je, sploh lepo se mi zdi, ko se vidi, da si slišan. To pa je res nekaj najlepšega in da lahko s svojimi besedami nekaj nekomu daš, spremeniš kaj. Sploh jaz v tem letu poudarjam to sodelovanje med vinogradniki, ki ga je žal premalo. Ko gre za kakšne dogodke še ja, ko pa gre za lastne koristi, kakšne ocenjevanja, potem pa se že po strani gledajo, malo več točke dobi od mene, pač to ni to, ne. Jaz sem tudi, ko sem začela tako malo bolj javno, bi rekla, nastopati, mi je bilo nekaj najlepšega, kar me je nekdo citiral potem, neformalno, ko smo, ne vem, nekaj degustirali, pa kakšen kozarček spili, pa je kdo citiral, ti si pa tako rekla, pa nadaljeval v bistvu moje besede. To se mi zdi tisto najlepše, da vidiš, da te nekdo posluša, oziroma da nekomu tvoje besede nekaj pomenijo. Pa tudi, če ni to ogromno ljudi, vsakega, ki spremeniš, ali pa vsakega, ki nekaj začne razmišljati, kar si ti rekel, je dosežek. Ja, res je, ja. Tudi celo leto že poudarjam to sodelovanje in prej, ko smo bile pri komplimentih, ne, ko ti nekdo reče, joj, kak si lepa, ali pa ko ti nekdo reče, joj, kako si lepo povedala, tako si mi segla v srce, to pa je potem čisto drugače in čisto drugače dojameš, kot pač tisto lepa si. Res. Zanimivo, bom si zapomnila za naprej, ko bom v stiku s kakšno vinsko kraljico pa princeso. Se pa je ta izbor vinskih kraljic skozi leta spreminjal. Mogoče majčkeno o tem poveš? Ja, res je, ja. So bili kar kriteriji, v bistvu starostna omejitev, prej včasih tudi je bila, v bistvu je bil pogoj tudi, da imaš doma vinograde, zdaj več ni, zdaj samo še znanje šteje. Pa tudi, da so samske, to je bil en tak tabu, se mi zdi, v zadnjih letih. Na začetku so bile poročene gospe, če se ne motim? Ne, So bile samske? Samske, Samske, ja. se pravi, neporočene? Tako. Pa bile so v Neporočene. narodni noši, a ne? Tako, Tako. res je. Pa mislim, da bi bilo lepo tudi, če bi zdaj katera bila v narodni noši. Mislim, ne bi bilo nič narobe, ne? Sploh na nekih takih tradicionalnih dogodkih. Zadnjič sem ravno srečala v bistvu Bavarke, hmeljarske kraljice v bistvu, Okay. ampak one so vse v nošah. Ne? Ja, to In pa je je čisto tradicija drugače, ko jih zagledaš in res mislim, da smo Slovenci premalo ponosni na te svoje narodne noše in tradicije. Se preveč hočemo modernizirati Ja. in v sodoben svet Preveč, stlačiti, ja, pa preveč, pozabimo ne. na tradicijo. Ja. Mogoče bi, če bi bila res v narodni noši, bi drugače dojemali to lepoto, pa znanje, pa Ja, tradicijo ljudje. res je, bi malo bolj mogoče dali tisti poudarek, ne, ok, vinska kraljica, ne, tako bi se videla razlika, ne, ker zdaj smo res v takih oblekah, da smo skoraj na lepotnem tekmovanju. Ja, ne. komisija zgleda. Ja, ja. Mislim, kar je pohvalno, ampak lahko pa zbledi tisto sporočilo, ki ga nosite s sabo. Res je, ja. Drugače pa izbor organizira Pomurski sejem. Ne? Tako. Vsaka vinska kraljica si pa nekako v svojem lokalnem okolju še išče sponzorje potem, a ne? Ja, res je. V bistvu kontaktirajo jih oni, ampak kraljica pa sama potem pove, katera društva delujejo, katera podjetja so v Pač lokalni njenem okolici. okolju. Pa potem tudi za izdelavo obleke, na primer, lahko sama predlagaš, koga bi, ne. Super. Jaz sem tudi, na primer, Davida Hojnika, ki oblikuje tudi za mariborske vinske kraljice obleke. In ja, ni bilo nobene težave, pač vse si lahko izbereš sama, prilagodiš po svojem okusu. Potem tudi sponzorski nakit dobiš, sponzorski avto, ki ga uporabljaš eno leto. Tako da so kar... Tukaj poleg pride pa še tudi tvoja sestra, a ne? Ja, res je. Ki pa je letos kaj? Letos pa je ona moja uradna vizažistka. V bistvu tudi frizuro in make-up si moraš nekako sama
izbrati. In takoj, ko sem slišala za to, pač, da si vse sama izbiram, ni bilo nobenega dvoma, ne? Tako sem me poklicala, poslušaj, boš ti, ne? Ja, ampak nimam še dejavnosti, pa nič ne. In so rekli, ni problema, se to je kot prostovoljsko delo, dejansko se šteje. In tako da ja, je bila ful Lepo se vesela. v družini ostane, Ja, res res je. noro. Res je, ja. Super, pa še vidiš, je lahko malo več kot sedaj, ne? Ja, res je. Ona je bila tudi zelo vesela, ko je izvedela, pa že sem nova vinska kraljica Slovenije. Vsi v družini, v bistvu, in to je bila taka muka sploh očetu. On težko zadrži veselje do sebe. In mi smo to je bila muka. In mi smo mogli do januarja biti tiho, ne. Se pravi, izbor je zdajle, v oktobru je natečaj, v Tako. novembru nekje V izve. novembru se izbira, ja. In potem vinska kraljica, tista, ki bo prihodnjo v bistvu že 2-3 mesece ve, ampak Tako mora je. biti še tiho. Tako je, res je. To je tisti čas priprave obleke, Ja. sponzorjev in Ja, tako. res je, pa da tisto uradno fotografire, da skozi, pa potem kraljičino vino, da se izbere. In ja, očetu je bila to kar muka, ja. On zelo rad, ko nekaj izve takega, da ga res razveseli, on to mora naprej povedati, ne. In ko smo kje bili, to je bila taka muka, to me je že tako gledal, lahko, ne smeš, ne moreš. Pa se je držal. Pa se je držal, ja. Kako je bilo pa potem, ko je lahko povedal? Ja, potem pa je vsem, ne. To še zdaj, ko kam pridemo, ne. Gremo na kakšne izmeritve ali pa kam na montažo, ja, veste, ona pa je vinska kraljica Slovenije. In jaz tam v tistem delovnem ivercu. Ne v tisti obleki, ne, ampak Lep pozdrav. mislim, res lepo, da je to Ja, ponosen to nate. pa res, ja. Saj ima biti zakaj. Ja, res. Tolikokrat reče, kako bi bil dedek ponosen, če bi še bil z nami. Ja. Lepo, saj je z vami v mislih. Ja, tisto pa je. Omenila si tudi kraljičino vino. Ja. Kaj je pa to? Kraljičino vino pa je vino, v bistvu, ki predstavlja vinsko kraljico Slovenije. In v tem letu so moji sponzorji v bistvu družina Protner iz Dragočove. Mi nekako nismo mogli svojega vina dati zaradi tega, ker ga je premalo, zaradi vse obnove in toče in pozebe, ki je bila vmes. Tako da je količinsko bilo premalo, da bi lahko kaj dali. Z Protnerji pa se poznamo v bistvu že dlje časa, sem tudi zelo kulturno aktivna, tudi v kraju, kjer smo prej živeli, in od tam se v bistvu nekako poznamo, ne? Sodelujem tam pri folklorni skupini in vem, da je takrat gospod Bojan, ne, ki pač predal že kmetijo sinovoma, je rekel, ja, komu pa bomo šli, če ne bomo šli naši deklini, ne. Tako da so bili res, ja, takoj so bili za. Lepo, da še v bistvu s prvotno vasjo obdržiš stike. Ja. Tako da imaš 2 vasice, Ja, dvojne Res sosede. je, res je, ja. Tudi Jablančani so zelo ponosni. Joj. Letos smo imeli, v bistvu vsako leto priredimo vaški piknik, v bistvu za našo vas. In letos so imeli vaške igre na temo, v bistvu en kviz na temo vinsko kraljice Slovenije. Wow. Odkot izhaja letošnja vinska kraljica Slovenije, koliko trt obdeluje njena družina, je res je bilo tako, lepo je bilo, To ja. je pa res posrečeno. Ja, Lepo, da so ponosni. res je. No, omenila si že v bistvu, da si v folklori. Ja, res je. Poveš malo več o tem, kje Seveda. točno? V bistvu v Pernici deluje folklorna skupina Šmarječani. Jaz tam igram violino, fant igra harmoniko, sestra pa pleše. Tako da smo tudi... Spet cela družina. Ja, cela družina peta, ja, res. A ste se tam spoznala s fantom? Ja, tam smo se spoznala. To je bil Ja. pa dober ges moj zdaj. Ja, tam smo se spoznala, ja. Super, se pravi, ti violino, sestra si rekla, pa poje? Pleše. Pleše. pri folklori. Ampak tudi ona je glasbeno navdahnjena, Ja, ne? res je, ona pa klavir drugače igra. No, trenutno bolj orgle, zaradi tega, ker ona vodi v bistvu mladinski pevski zbor Sveta Barbara, kjer tudi sodelujem, kjer pojem. Tako da ja, smo tako kulturno smo široko vpeti v vse dogajanje, ki je okrog in okrog. Plešete, pojete, igrate. Ja. Si pa dobila tudi Maraltovo značko. Kaj pa je to za ena značka? Ja, res je. Dobila sem Maraltovo značko, srebrno. Letos smo v bistvu praznovali s folkloro 30-letnico obstoja. In sem dobila to priznanje kot v bistvu nek dosežek za 10-letno delo na področju folklore. Sodelujem že nekje 11 let pri folklorni skupini, tako da sem si jo že zaslužila. Wow, lepo, lepo. Kaj pa še počneš v tvojem prostem času? Se pravi, omenila si glasbo, petje, nekaj sva se že dotaknile tudi tvojih peke slaščic. Ja, Odkje pa je ta ljubezen prišla? Ta ljubezen pa je prišla v bistvu že iz osnovne šole. Takrat sem nekako
začela s tem, prej me nekako niti kuhanje ni nekaj tako pritegnilo, veselilo. Potem pa me še kuhati začela veseliti, pač ko sem začela enkrat peč, ne, in mama je bila tako navdušena, ne, samo da, ker izvoli. Samo da je, izvoli kuhno. Ja, res je, ja. Ja, in takrat nekako sem začela poskušati v bistvu različne recepte. Potem na višji šoli sem tudi šla na eno tekmovanje, Biser mora mednarodno, kjer sem prejela srebrno priznanje za pripravo restauracijske sladice in pa srebrno priznanje za izdelavo skulpture iz sladkorne mase. Izdelala sem v bistvu violino, tako da je bilo kar dela je bilo, pa ni igrala tako, kot prava igra. A ni igrala? Ne. Izpod tvojih rok se mi zdi, da bi tudi igrala skoraj že lahko. Skoraj, ja. Ampak ja, je pa bilo eno tako lepo doživetje, pa tudi zdaj še ljubezen do peke ostala, ne. Včasih se sicer kaj ne posreči tako, ampak pač večkrat probaš in prideš do tistega pravega rezultata. Ampak si rekla, da si kar precej natančna, tako da po receptu ti gre slediti. Ja. Odtle verjetno tudi ti začetni uspehi. Ja, to pa res je. Jaz kompliciram že za 1 gram, pač imam to gramsko tehtnico in če 1 gram moke preveč gre nazaj v vrečko. Bo treba še bolj natančno tehtnico kupiti. Skoraj, ja. Ampak včasih je to res zelo potrebno pri Ja, kakšnih bolj kompleksnih receptih. so kompleksni recepti, ki zahtevajo v bistvu. ne Res moreš- natančnost. Ja, Ja. Ali pa kakšnem segrevanje čokolade na temperaturo, če Res želiš je, ja. res oblikovati jo tako, kot naj bi jo. ja, res je, ja. Super. Imaš pa tudi zelo rada živali. Ja. Kaj pri vas doma je? Se pravi, včasih je bilo na tej domačiji govedo, si rekla, ampak Ja. ni več. Ja, Tako da zdaj so še Um, 4-nožni prijatelji. Pa prašiči so bili tudi, pa Mhm. potem kokoši. Kokoši smo tudi miše obdržali, pač za lastne potrebe, Seveda za peko. ampak potem pa nam jih je v bistvu nekaj odneslo, ne vem, če je bila lisica, kuma, živali. Ja. 20 nekje smo jih imeli in so vse šle. In je včeraj kot tako zadovoljna, ker je enih parkrat jih je že mogel zraven kupovati, ne, ker so Mhm. kar nosle. Gost imamo tukaj zraven in pridejo tudi pač plenilci. Zdaj pa imamo 2 rački, še od Aha, teh. A za živali. Martinovo? Ali... Ne, Ne, aha. za polžena vrtu. Okay. se splača. Pa 7 mačk, v bistvu 7. Ja, 7. Enega sem videla tam na fotelju v Ja. dnevni sobi. Ja, 2 v bistvu niti nista bili naši, ampak zdaj sta že, ne, ker sta pač od nekod prišli in sta ostali. Pa imamo tudi psičko, nemško ovčarko. Imeli smo v bistvu 2, smo imeli nekajkrat tudi mladiče, ampak letos smo psa mogli uspavati zaradi tega, ker je nekaj zbolel in nekaj se mu je rana odprla in bi mu Ojoj. bilo treba čistiti vse med odprto in smo rekli, da ne, da ga ne Bi bilo bomo več pretežko. mučili. Ja. A ta psička pa z vami gre v vinograd kaj? Ja, Je skozi zraven. To, ona ima tako veselje. To, ko smo doma, ne, to obvezno jo moraš malo ven spustiti, ker drugače je v ograji. Treba jo ven spustiti, drugače že cvili, kot te vidi, to je že obveza, da mora ona iti ven na obhod. Ko pa gremo v vinograd, pa je čisto nadušena. Takrat pa v bistvu je zraven, hodi okrog, če vidi kako letalo ali pa ptiča, ne, že v zrak gleda, pa začne lajati. Na letalo Ja, tudi. če ji rečeš, glej, avion, bo pogledala v zrak, pa bo začela lajati, če bo videla avion. Oh, wow. Ja. Ona bi ga ulovila Ja, v mislih. Ja, prava je res. Pa tudi na sprehod dostikrat grem z njo, ne, in zadnjič so mi neki pohodniki mimo hodili in sem ravno zunaj nekaj delala. In je ona hotela biti zraven vseeno in sem jo pač dala na povodec in sem jo okoli stebra pripela. In ona je mislila, da gremo na sprehod. In to je bila taka žalost. Ne. Oh, Je tako cvilila, tako me je gledala. ko mali otrok. Ja, res. Se pa smo šli na sprehod, ampak Ni bil prvoten plan. ne. A ti ostane še kaj prostega časa za tvojega fanta? Ja, Kaj še pa vidva ostane, počneta? še A počneta kaj izven kmetijstva? Ja, ko imamo Ja? čas, ja, ko imamo čas, tudi gremo kam, ja, na kaki izlet ali pa kaki kino ali pa kaj takega. Drugače pa ja, on je tudi zelo vpet v delo na kmetiji. On tudi ni izhajal iz kmetije prej in se je nekako vsega priučil pri nas, ampak je tako navdušen. Na začetku se mi zdi, da je bil še bolj navdušen kot jaz, ne? Zdaj sem ga malo prerasla v navdušenju, ampak drugače pa ja, on se pozanima o vsem. Naprimer, letos, ko smo imeli dan odprtih kleti, je bil on na stolnici, on je vsem vse razložil, jaz sem mu samo povedala, glej, to pa to poveš, on je vsem vse razlagal in sem mu rekla, Wow. svaka ti čast, res.
Dobro ste se našla. Ja, res je. Počasi greva proti koncu, pa mogoče vse en tak povzetek. Mogoče kakšna anekdota ali pa posebna izkušnja kot vinska kraljica, ki si jo doživela? Ja, kot vinska kraljica Slovenije sem bila res po vseh koncih in krajih Slovenije že. Ampak nekako mi je pa najlepše, ko pridem v bistvu med domače ljudi tukaj v naših krajih. V bistvu, ko vsi, ki te poznajo, so tako ponosni na tebe in res ti želijo najboljše. Je pa res lepo, ko prideš tudi kam drugam in poskusiš res različna vina, različne stvari doživiš. Včasih je tudi pestro, ja, včasih se kaj kje na cesti zalomi ali pa... To bi verjela, ja. Ja, ampak to je del tega, ne, to moraš vzeti v zakup. Je pa res, da je to ena taka izkušnja, ki je ne bi menjala za nič na svetu. Res sem se nekako našla v tem. Vem, da bo malo kriza, ko naenkrat tega več ne bo, ne, naenkrat bom imela ogromno prostega časa med vikendom. Nekako dvomim. Mislim, da si boš našla kakšno drugo okupacijo, Ja, tudi to je res, ja. povezano z vinarstvom. To so mi že rekli, ne, da jaz, če imam prosti čas, ga vseeno nimam, ker pač nekaj si najdem za delati, ne. Jaz sem tako, moram biti non-stop v pogonu in non-stop nekaj se mi mora dogajati. Boš pa kot v bistvu ambasadorka slovenskega vina, oziroma si, no, najbolj zagovarjaš to povezovanje. Mogoče Res je. še malo več o tem poveš. Ja. Tle se mi zdi, da tiči tvoje srce. Ja, res je. V bistvu povezovanje med vinogradniki se že nekako izboljšuje, ampak še vedno nismo tam, kjer bi lahko bili. Gre se za to, da to znanje, ki ga imamo zdaj, če ga ne bomo predali naprej, bo šlo z nami pač v pozabo, ne. In nekako je škoda, da vinogradniki med seboj nekako si raje mečejo polena pod noge in se po strani gledajo, ko se gre pač za lastne interese, kot pa da bi stopili skupaj in naredili nekaj iz celotnega področja. Ker turisti, ne, kot študentka turizma, pač razumem, kaj gost pričakuje, ko nekam pride. In turisti, ki pridejo na vinsko destinacijo, ne grejo samo k enemu vinarju, ne. Tako destinacijo ne bo izbral zaradi tega, ker pač želi več doživeti, ne. Več v bistvu vinarjev spoznati, več turističnih ponudnikov obiskati na koncu, ne, znamenitosti, vsega. En taki sklop mora biti, cel kraj mora delati skupaj za dobro cele destinacije. In se mi zdi, da tukaj še vedno marsikdo ne razume, da če se ne bomo povezovali, mi nikoli ne bomo parirali nekim svetovnim vinskim destinacijam. Ja, lepo si to povedala, res je. V bistvu, če meni gre dobro, pa nekomu nekaj povem, pa bo še Ja. njemu šlo dobro in Res bo je. kasneje on nekaj ugotovil, pa meni pomagal, bova oba na koncu Ja. više in dlje proti Ta cilju. mentaliteta pri nas je, ja, zdaj, če mu bom jaz povedal, bo zdaj on imel boljše, ne. Pa če bom poslal svojega gosta k njemu, bo zdaj non-stop k njemu hodil. Ja, ni res, ne, gosti dandanes tudi sploh mladi, no. Ja, pridejo in se ne Ja. vračajo. Ja, res je. Ostane pa sem ta izkušnja, pa reklama, bi rekla. Točno tako, ja. V bistvu Pa gostoljubje celega kraja se v bistvu Tako. Segment se nekako menjava, ne. Ni več tega, tako je prej včasih bilo, mi pa hodimo samo k temu, ne. Ljudje hočejo poskusiti več iz celega področja. Ja, in doživeti več, res je. Kaj bi še mogoče rekla kakšnemu mlademu, ki se nekako ne ve, ali bi odločil za vinogradništvo ali se ne bi? Res je vinogradništvo zadnja leta kar precej na preizkušnji. Poleg pogostih vremenskih neurij je tudi težava zlatotrsna rumenica, to je Ja, bolezen, res zaradi je. katere propadajo trte, zaradi katerih je treba posekati. In tudi na splošno se je začelo precej izsekavati vinograda ali pa samo opustiti. Ja. Se pravi, kako bi ti rekla tem mladim, da bi našli to vinogradništvo kot poslanstvo? Zdaj, vinogradništvo je en res tak lep poklic, v katerem si v naravi. Delaš nekaj svojega z lastnimi rokami. Ampak ja, se strinjam, da je težava v teh neurjih nepredvidljivih, v zlatotrsni rumenici, ampak če se mladi ne bojo odločali za to, bo težava samo še večja. Že zdaj je toliko zapuščenih vinogradov, kjer se škržatek začne v bistvu gnezditi in širiti. In ko je zraven nek drug vinograd, ki ga pa redno škropimo, ja, nam nič ne bo pomagalo, ne, če je tukaj noter že cela... Ameriški škržatek prenaša Ja. pač to zlatotrsno rumenico Tako je. in je obvezno zakonsko, da se tretira vsako leto vsaj 2krat ali pa tudi Ja. 3krat. Res je. In v teh zapuščenih vinogradih velikrat tega ne počnejo in potem imajo v bistvu Spravno. resni vinogradniki lahko zelo Ja. težave poleg.
Pa ne samo v zapuščenih, tudi nekdo, ki ima, ne vem, Tako, 10, ja, 20 tudi, ja. trt doma zasajenih, pa reče, Bright pa res ni treba škropiti. Ja, ne drži več to, ne, pač časi so se spremenili, ne, včasih je res bilo tako, ampak s tem prihodom zlate drsne rumenice pa nam lahko vinogradi propada, ne. Že podatek je zaskrbljujoč, da 2000 hektarov še izgubimo v Sloveniji in Slovenija izgubi status vinske države. In to države z najstarejšo vinsko trto na svetu. In mislim, da tukaj bojo mladi v bistvu morali nekako v sebi najti tisto nekaj, kar jim bo pomagalo, da tudi če niso še pripravljeni prevzeti vinograda, da ga bojo vsaj dali nekomu v najem, ne. Da se ne zarašča in ne zapušča. Tako, ne. Pa tudi izsekavanje na koncu je ena taka stvar, ki se ne bi smela enkrat zavedno dogajati. drugače pri hiši. Res je. Lepo si rekla v bistvu, da pač treba je ne samo vino spoštovati, tudi vso delo, ki pride do Res vina, je, ja. ker je zadaj res ogromno dela. In tisti kozarec v roki vinogradnika je res njegovo življenjsko delo in ponos. V bistvu so to tvoje besede, nekako bile, ki so mi ostale v spominu, ko smo se pogovarjali. Ja, res je. In tako bila sem letos tudi na marsikaterem festivalu, na dnevu odprtih kleti. Mladi se zanimajo za vino, ne? In kje smo potem zgrešili, da se ne zanimajo za vinogradništvo, ne? Pač tudi tukaj je malo birokracija problem postala, ne? Zakoni so taki postali, da ne vem, mi smo takrat še sadili novi vinograd za subvencijo, ne? Smo dobili subvencionirano to sajenje, zdaj rabiš sadilne pravice, ne? In ni logike. Na eni strani se vinogradi množično izsekavajo, nekdo, ki bi pa rad na novo zasadil vinograd, pa ne bo nič dobil, razen če tistim nekaj, kaj izsekavajo, nekako se dogovorijo za sadilne pravice. Pa vem, da tudi vmes je bila tudi subvencija, da si posekal vinograd. Ja. Par let nazaj, ne spomnim se točno kdaj. Ne, in to nekako ne gre skupaj, ne. Pač, če želimo ohraniti vinogradništvo, potem je treba subvencijo za sajenje vinograda, za obnovo vinograda, take stvari je treba potem, pomoč pri neurjih. Točno to, ne. In pa več nadzora pri škržatku in škropljenju. Ja, tudi tu bi mogli mogoče malo razmisliti, ne. Pač ta škropiva so vseeno kar zalogaj. Ne samo za vinogradnike, ki od tega živijo ali pa ki imajo kot hobi, ampak tudi nekdo, ki ima doma, ne vem, brajde, jo, to je drago, ne, zakaj bi te to kupili, ne, brez veze, ne, in tukaj mislim, da bi mogel biti v prvi vrsti malo strožji nadzor, v drugi vrsti pa tudi, da bi se mogoče kaj subvencioniralo tudi tem najmanjšim mogoče, ne, vsaj tistim. Da bi bila res zaščitena tako, cela dežela. Ja, da bi vsaj to lahko nekako omejili in drugače bomo tistih 2000 hektarjev izgubili tako, ne. Ja, to je lahko res prav kmalu. Ja. To bi bilo zelo žalostno. Ja, res je. No, pa še ob čisto zaključku, kaj ti pomeni družina? V bistvu celo tvoje delo, življenje prepleteno z družino? Ja, res je, družina je meni vse, v bistvu, vse, kar se tudi letos dogaja, družina je vseeno na prvem mestu. In mislim, da se to pri meni ne bo nikoli spremenilo. Pač tudi nekako v to vinogradništvo sem se podala s tem namenom, da sem lahko nekako ves čas doma, sicer delaš, ampak si tam za svojo družino, ne. In ja, mislim, da se odlično razumemo, se pridejo kakšna nesoglasja, to je normalno v vsaki družini, ampak se med seboj podpiramo. Tudi letos sem deležna take podpore, da jim lahko vsem skupaj rečem samo hvala, nikoli ni problem, pač iti z mano nekam, ne, ko rabim šoferja, zdaj, ko sem na teh dogodkih. Pa vsi so navdušeni, da me lahko malo spremljajo, pa so z mano tam. Super, mislim, da si vsak želi tako podporo družine. Ja, res je. In da je potem lažje v življenju, če jo imaš. Ja, je velika razlika, če imaš nekoga za sabo, ki ti stoji ob strani. Nina, hvala ti za ta pogovor in pa uvid v vino in vinogradništvo. Mislim, da sem se tudi jaz marsikaj naučila, pa čeprav sem pač v vinogradništvu in vinarstvu tudi doma. Tale pogovor z Nino Polanec, vinsko kraljico Slovenije, nam je razkril, kako globoko so v vinogradništvu prepletene zgodbe o družini, tradiciji, delu, ljubezni do domače zemlje. Njena pot od deklice, ki se je opirala v vinogradu, pa do sedaj ponosne ambasadorke slovenskega vina, je dokaz, da je vztrajnost, predanost in pa tudi spoštovanje do narave vedno brodi sadove. Nina s svojo iskrenostjo in znanjem združi tradicijo in sodobnost ter dokazuje, da vloga vinske kraljice ni le simbol lepote, temveč predvsem poslanstvo, širiti kulturo vina, spoštovanje do dela vinogradnikov in ponos na slovensko dediščino.
Njena zgodba nas opomni, da se prava veličina skriva v preprostosti, v družini, povezanosti z družino ter ljubezni tega, kar počnemo. In kot pravi sama, vino ni le pijača, temveč življenjska zgodba, ki jo pišemo s srčnostjo, trudom in ponosom. Dragi poslušalci, spomnite se tega, ko si natočite kozarec vina. Z vami sem bila Mataja Koper, vi pa ste poslušali podcast Mladost na kmetiji.